Tokrat smo preverili še zadnjo izmed večjih tujih investicij v Mariboru, za katere je novinar Večera Igor Selan na družbenem omrežju trdil, da niso posledica občinskih naporov in pisarne Invest in Maribor. Občina je imela na začetku pomembno vlogo, seveda, ker je investitor, ki se je odločil za Maribor, se je seveda obrnil na občino za ustrezne lokacije. Investitor je imel pač svoje zamisli, zahteve, želje, glede na samo proizvodnjo, glede na velikost, glede na kapacitete, ki jih je potreboval, in seveda je na občini največ bilo tovrstnih informacij. Občina je pomagala, podprla investitorja, da se je ustrezna lokacija našla in da so stekle priprave za samo proizvodnjo. Maribor za podjetje Serijo Plast ni bil edina izbira, saj so bili lastniki v pogovorih tudi s Poljsko, vendar je na koncu dobra strateška lega in ustrežljivost občine lastnike prepričala v smotrnost investicije v mestu pod Pohorjem. Podjetju je na začetku veliko težav povzročala premajhna priključna moč električne energije. Moram tukaj pohvaliti občino Maribor, ki nam je tudi pomagala pri tolmačenjih, pri informacijah, kaj je vse potrebno, da bo ta trafopostaja končno zalaufala, tako kot je bilo planirano. Tako da tukaj moram reči, je bila vloga občine Maribor zelo pozitivna in verjetno bi brez njih trajalo še dlje oziroma še kak teden dlje. Podjetje zaposluje izključno Mariborčane oziroma okoliške prebivalce industrijske cone Marles. Po besedah Javševca so med zaposlenimi uspeli vzpostaviti pripadnost podjetju, kar se odraža v dobri klimi med zaposlenimi. Zato ne čudi, da imajo lastniki visoke cilje. Zdaj smo, bi rekel, tam, kjer smo želeli biti. To pomeni, da je naša kapaciteta nekje do 1 milijona stekleničk, se pravi, mi proizvajamo embalažo, plastično embalažo za kozmetično industrijo. Nekje planirana realizacija je pa tam med 6 in 7 milijoni na leto evrov. Gre torej za multinacionalko, ki je prisotna v večjih državah po svetu. Od Južne Afrike, Rusije, Avstralije, skratka, odpira se nova tovarna ravno kar v Združenih državah Amerike, planirane so tudi nove tovarne po drugih državah, tako da podjetje je dejansko globalno podjetje. V proizvodnji plastične embalaže je dejansko podjetje eden glavnih igralcev na svetu. Prav zaradi tega se podjetje s trenutnimi kapacitetami zagotovo ne bo zadovoljilo. Bomo vsekako razmišljali v smeri tudi povečanja proizvodnje, tudi po povečanju kapacitet in s tem tudi po širjenju podjetja. Iz izjav Javševca lahko nedvoumno razberemo vlogo občine pri prihodu italijanskega giganta v Maribor. Čudi torej, da novinar Selan preko socialnega omrežja širi lastno mnenje, ki ni podkrepljeno z nikakršno podrobnejšo analizo dejanskega stanja. Sprašujemo se, kako lahko takšen novinar o podobnih zadevah poroča objektivno, kar naj bi bilo osnovno poslanstvo vsakega, ki je v službi medijev. Predvsem pa ni naloga novinarjev, da s svojim lastnim mnenjem ustvarjajo kolektivnega, ki ni v skladu z dejstvi.